opisujejo potovanje vsakega človeka lahko. Samo se tebi zdi relevantno še v 2023 pogrevati ene fantazije, pa ne živeti v realnosti. Kako ti gledaš na Hobita, na oratoriju? Najprej sem zelo vesel, da se je oratorij oziroma vodstvo oratorija pač odločilo za to temo. Seveda tudi zato, ker sem sam, kot je bilo povedano, velik fan, oboževalec Tolkiena. In mislim, da recimo vrsta hollywoodskih upodobitev teh in drugačnih zvrsti, vemo, da so Hobita in Gospodarja prstanov in te spin-offe z Rings of Power in še napovedujejo. Očitno je zelo aktualno govoriti tudi v sodobnem času. To so preračunali tudi Hollywood in tile dobičkarji. Zdi se mi pa, da je v ozadju še ena druga stvar, na katero se mi zdi tudi Tolkien zelo računal in se navezujem na predhodno izrečene besede. Namreč fantazijska pripoved ali pa zgodba, pa naj bo bolj ali manj pravljična, ima to moč, da nagovori človeka. Da se pravi, ne glede na to, da je morda okolje nepopolnoma resnično, da se lahko v njega vživimo in pravzaprav izživimo določene včasih strahove, včasih ponose in podobne stvari, v njih izživimo in na nek način uresničimo v tem smislu. Se pravi, definitivno Hollywood in vse ostale sodobni žarometi kažejo, da to je popularno. Bi pa tako rekel, človek in Tolkien je enako trdil. Človek je na nek način, navsezadnje so tudi evangeliji zgodba. Zdaj ne govorim o fantazijski zgodbi, ampak zgodbi. Je zgodba in Tolkien je recimo sam nekje zapisal, človek bi moral biti odrešen na način zgodbe. Človek je pripovedovalec zgodb, je dejal. In to pomeni, da lahko, morda še kaj kasneje o tem rečemo, pravzaprav odrešen pravzaprav preko zgodbe. Ker mi smo zgodbe in nas tudi nagovorijo zgodbe, čeprav fantazijske.